Moja prezentacija bi naj nadomestila predstavitve, ki so jih imeli vsako leto COBISS centri za sebe, ki so povedali svoje dosežke. Zdaj pa sami vemo, da na takih konferencah govorite o nekih številkah in ne vem kaj. Ponavadi tako deček gledamo v telefone med tem časom in številk si nihče ne zapomni, ne. Tako da jaz bom danes skušala povzeti, kaj so bili dosežki v celotni mreži COBISS-net. Ne bojte se, ne bom se dotaknila nobene posamezne države, čisto sklopno cel net bomo šli skozi. Bojo številke, ampak jih ne bom razlagala, prezentacije bojo objavljene, tako da si lahko številke pogledate, kdaj drugič, ko boste sami pripravljali kako prezentacijo, ker samo takrat rabimo številke, drugače jih itak ne gledamo, ne, ali pa konec leta. Zastopamo torej in predstavljam delo vseh teh nacionalnih COBISS centrov, ki so tukaj navedeni. Jaz sem sicer navedla samo kontaktne osebe, nekako vodje teh centrov, za vsemi njimi so še ostali ljudje, ki skrbijo za delo v teh centrih, ki pomagajo knjižnicam v sklopu tega sistema in tudi IZUM. Zdaj IZUM je tudi nacionalni COBISS center za Slovenijo, tu nekega imena konkretnega nisem pisala. Vejte pa nacionalni COBISS centri, da dejansko z vami komunicira ena konkretna oseba, ki mi rečemo, da je kontaktna oseba za to državo, da je to njegova država, rečemo, ne. Tako da vsak od vas ima enega, ki ima vašo državo. Številke sicer so. Napovedano je bilo in tako je bilo tudi meni podano, da bi naj podala dosežke od 2020 do 2022. Kolikor vem, smo zadnja poročila dajali po delu COBISS centrov od 2018, zato sem jaz podala poročilo, kaj se je dogajalo od 2018 do danes. V zgornji vrstici podajam vedno, kaj je bilo zadnje stanje 2018, v spodnji 2022. Številke rastejo, nekje bolj, nekje manj, kakorkoli, vsi COBISS centri delamo dobro, knjižnice prihajajo, tu pa tam, kjer odide, upravičeno, neopravičeno, verjetno ne zaradi nacionalnih COBISS centrov, ampak številke rastejo. Vidi se, da je prirast, tako da straha za nas ni. Tu je po posameznih segmentih, povsod se vidijo zelene številke, imamo prirast. Tako da ne bi jaz tu razlagala posebej teh številk, bi se pa mogoče ustavila tu pri izposoji. Še tukaj sem enkrat zapisala število vseh članic in število vseh izposoj, vidite, da je tam nekje -300, tako da nekako vsi imamo v mislih, ko rečemo knjižnica, aha, to je izposoja knjig. Torej, zakaj cirka 300 knjižnic nima izposoje? To mogoče samo malo poglejte po svojih okoliših, zakaj še knjižnice nimajo izposoje, ker mogoče pa to le tista primarno poslanstvo knjižnic. In pa dva segmenta sledita, ki smo mogoče tudi sami nad njimi malo razočarani, pa bi mogoče tudi se z nacionalnimi COBISS centri skupaj sedli in pogledali, zakaj ne zaživijo, čeprav niso slabi. To je medknjižnična izposoja in pa tudi nabava. Nabava je sicer malo težji segment, ampak vseeno, ko ga začneš uporabljati iz slovenskih izkušenj, recimo bi lahko rekli, da je zelo ugoden in tako da imamo mogoče v planu v prihodnjem, da z ostalimi nacionalnimi COBISS centri gremo skozi ta dva segmenta in da vidimo, ali bi lahko jih kje vključili, jih začeli uporabljati. Ne bomo nič silili, ne, to je. Ampak. No, potem imamo tudi pregled, tako za Slovenijo kot za net, nacionalni COBISS centri, IZUM in centri pri vas. Nekje jim je primarna naloga, da pomagajo svojim knjižnicam. Iz tega se vidi, koliko zahtevkov, koliko telefonov in tudi tukaj vidimo, da število raste. Jaz sem drugače glasna, tako da tudi, če ni tega. Tukaj bi pa mogoče številke zgornji del govorijo same za sebe, bi pa mogoče na nacionalne COBISS centre se usmerila, veste, da imamo v IZUM-u tudi tako imenovan referenčni servis oziroma klepet. To zgolj kot primer dobre prakse, sploh v času korone, nam je tam leto 2020, če gledate, nam je število klepetov, telefonskih klicev zelo naraslo, ne, vsi smo bili doma in je bilo fajn s kom poklepetati. Moram reči, da so bili klepeti tudi ne samo vezani na COBISS, ampak tudi danes so še ti klepeti in mogoče bi tudi v COBISS centrih razmislili o taki, mogoče imate, ne vem, nisem šla preverjati, ampak se je izkazalo, da je zadeva uporabna.
Izobraževanje uporabnikov. Tudi število tečajev raste. Tu se recimo lepo vidi leto 2020, tam smo vsi malo mrknili, ne? Bila je korona, mi smo bili vajeni se dobivati na tečajih, popiti kavico, kako rečeš, pol pa pride korona, kaj pa zdaj? Nismo imeli pojma na eni na drugi, roko na srce, o spletnih tečajih, ne? In zato je 2020, tam, ko je bil više korone, se vidi, da je padec malo bil teh tečajev, pol pa knjižničarji, bibliotekarji se ne damo, zagrizli smo to v kislo jabolko in zdaj niti nočemo več v živo priti, bi vsi kar prek Zooma, ne? Tudi na tej konferenci vidite, ko smo rekli, da bo oddaja prek Zooma, so se slovenski knjižničarji začeli odjavljati, ker bo oni prek Zooma spremljali. Zakaj pa ne? Je komot, naučili smo se, ampak smo pa imeli prvi šok, ne? Tečaji so upadli, zdaj pa spet rastejo. Tukaj imam pa sedaj nekaj mejnikov, prispevamo, da se vidi, da delamo, se vidi po prirastu števila zapisov, po številu enot, čeprav je kriza tudi finančna, še vedno kupujemo knjige in torej na srečo število zapisov, število enot raste. Tukaj je z rdečo pokazano, da bo 20. oktobra bomo dosegli 34 milijonov zapisov, to je sicer jutri, ampak mi po neki sistematiki ugotovimo, da bi to ne bilo jutri, mogoče pa bo pojutrišnjem, zato ker zdaj ste vsi tu, pa ne našate, ne? Ampak sigurno bo v teh dneh bo ta številka dosežena. Podala sem vedno primerjavo med 18 letom, ko smo zadnje, pa zdaj 22, čisto toliko. Ne bom šla skozi številke, ker mislim, da nima smisla, prezentacija bo. In tu sem potem še te zapise, koliko ima mejnike te po posamezni državi prikazujem. Da gre razvoj naprej, oziroma da delamo nekaj, se kaže tudi po številu nameščanj programske opreme. To vas tudi sami obveščamo, bo nova verzija tega, onega, tistega. Vidi se pa, da število nameščanj upada, če gledate od 2018 do 2017, zdaj pol leta je bilo samo 15, če bo do konca leta 30 pada, to vam ne da misli, da smo v Kobis 3 naredili vse. Pred nami je generacija Kobis 4. Tako da zdaj nimamo več kaj v Kobis 3 delati, ker ni več kaj nameščati, to se pravi, pred vami so hudi časi. Mejniki, pol pa sem po posameznih državah šla skozi mejnike. Tukaj bi rekla, recimo, mogoče eden pomembnih mejnikov, vsi se še spomnite Kobis Opaka, 2019 smo vsi prišli na Kobis Plus. To je bil en takih večjih mejnik. Potem je bila aplikacija mKobis, tudi 2019 ste jo vsi dobili možnost v uporabe. Potem po posameznih segmentih bi tu izpostavila v Bolgariji, so začeli uporabljati segment Kobis nabava. Hvala vam. Mi smo imeli tudi velikokrat, imamo razne prezentacije. Večina imamo sedaj že tudi vse sisteme gostujejo pri nas, tako je 2019 prešla na server v Sloveniji Makedonija, 2022 začetku tudi Srbija. Glavnem, ker vem, da nas čas muči, se jaz tukaj ne bi ustavljala, to se bo videlo, ampak tu so podani ti dosežki, tako da se vidi, da vsi NCC centri delamo, napredujemo, in še bo dosti dela, zdaj, ko vam kolegi predstavijo Kobis 4. Tako da, jaz se tu zdaj mogoče ne bi, ker bo to, gremo v glavnem novim mejnikom nasproti.